Pozdravljeni. Predstavila vam bom svoje delo. Delujem v Pragi na Karlovi univerzi že 20 let. Sem pisateljica, literarna zgodovinarka in včasih tudi prevajalka. Ukvarjam se z različnimi stvarmi in predvsem pa je to povezano z besedo in pa slovensko književnostjo, literaturo. Napisala sem 6 knjig proze in poezije in 4 monografije o slovenski književnosti. Moj največji, ne morem reči, da je to hobi, ampak moja največja zavzetost je pisanje poezije. In pa pri svojem delu seveda se veliko ukvarjam s slovensko-češkimi odnosi in spodbujam slovensko kulturo na Češkem. V bistvu s tem delam že nekaj let. Če pogledam svoje delo na univerzi, organizirala sem številne konference o slovensko-čeških stikih in slovenski književnosti in sploh spodbujam svoje študente, ki se tudi zelo zanimajo za slovensko kulturo in književnost na splošno. Tako da moje delo na univerzi, na Filozofski fakulteti v Pragi je zelo pestro in polno motivacije. Na drugi strani pa seveda to moje intimno delo, to pomeni pisanje, s katerim se tudi ukvarjam vseskozi. V bistvu to moje delo in pisanje se nekako dopolnjujeta. Povedala vam bom nekaj o svojem ustvarjanju in o svojih knjigah. Začela bom s teoretičnimi knjigami. Kot sem že povedala, sem napisala 4 monografije in sicer se ukvarjam predvsem s slovensko moderno in pa s avtoricami v obdobju slovenske moderne. Tukaj vam lahko pokažem knjigo o slovenski moderni, ki sem jo napisala pred leti. To je taka res zelo obsežna knjiga. Moja zadnja knjiga je pa o slovenski poeziji in pa o pesnicah. Upam, da bom v prihodnosti napisala še kakšno knjigo, predvsem o avtoricah, o pesnicah iz obdobja moderne. Potem druge knjige so poezija, antologije poezije in pa 3 romani. Tukaj imam knjigo, ki se imenuje Zapisi za SG. In iz te knjige, to je poezija, ki sem jo napisala pred leti, in iz te knjige sem izbrala eno pesem, tako da predstavim naprimer svojo pesniško ustvarjalnost samo v kratkem odlomku. Drevesu. Všeč mi je samota. Nihče me ne zalezuje, nihče me ne opazuje. Ne leze vame in me ne muči poleg. Rada imam ogromno prazno posteljo, kjer sanjam samo jaz nepoznana. Prijazno, brez zavzetosti in pričakovanj obstanem v pišu listja. Samoti zaustavim tiho polzenje dežja in zastrtega hrepenenja po okenski šipi. Nikakršnih oblik nikamor. Ne povem, z nikomor se ne dogovorim, niti danes popoldne, niti jutri, niti pojutrišnjem.
Tako neobvezna se potapljam v gotske figure, nikomur ne izdam, kakor kraljevski prestol, kako naseljujem kraljevski prestol. Nepotešeni fotograf me za zastorom išče. Nisem tam, ne zanima me niti nesrečni glagol biti. Sem nikogaršnji otrok in s tem opletam, nikomur odgovorna. Samoto porovtarsko olepšujem, si izmišljujem nove pridevnike za to nepopisno krivuljo. Zorim z nenadnimi zanikanji in odtekanji. Telo doni, nihče mi ne sledi. Sem samo sama senca. Drevo strasti brez pričakovanja, ki ga obdajajo glasovi. In še ti so samo pretekli spomin. Končno sem brez krivde, ni več množice, ki bi me paralizirala. Brez naglice naseljujem knjige in se strastno obiskujem v zelenem labirintu puščavniškega bivališča. To je primer poezije. Moja zadnja zbirka se imenuje Nostalgične pesmi in sem jo izdala pri Apokalipsi kot že 2 knjige pred tem. In morda res samo kratka pesem. No in tukaj lahko na primer poudarim, da moje pesmi so intimne, hkrati pa imam tudi nekatere pogoste teme, kot ena izmed pogostih tem so tudi ženska tema oziroma taka feministična zgodba. Danes sem se znašla v puberteti. Postala sem neugnana. Hlepim po združitvi z moškimi. Delam si nemogoče frizure. Šminkam se izzivalno. Hlepim po ljubezni. Potihoma si prepevam najnovejšo melodijo in se poljubljam v parkih, skoraj z vsakim. Včeraj sem bila v menopavzi. Prav vse mi je šlo na živce. Mož se mi je odtujil, otroci so se porazgubili. Potim se in premišljujem o končnosti. Jutri bom razposajen deklič, rožnatem. Razbijala bom igrače in si predstavljala očarljiv Barbie svet z napako. Na laž bom jezila odrasle. In potem bom obmoknila v starost. Kar tako med 2 igračama, 3 resnicami, med zeleno in modro, in bo takoj večer. To so bile pesmi in kot sem že povedala, zdaj bi predstavila še en odlomek iz proze. Napisala sem 3 romane, čeprav težko rečem, da so to romani, ker pač ta forma je pri meni zelo izmuzljiva in fragmentarna. Začela oziroma predstavila bom prvi roman, ki sem ga izdala pri Didakti, in prebrala bom prvi odlomek. Saj mislim, da pri vsaki knjigi je najbolj pomemben začetek in konec. Tako da prva knjiga, prvi odlomek, začetek. Vsi njeni prijatelji, prevajalci, bohemi, pijanci, ženskari, prostitutke, pesniki, novinarji, uredniki, študentke, prodajalci blaga in drobnih gospodinjskih aparatov, gospodinje, matere z otroki, nadebudni znanstveniki čudne eksistence si želijo odpotovati. Ali so že odpotovali, ali bodo odpotovali, tako daleč, tako blizu. In tisti, ki so že odšli, so odšli proti New Yorku, proti razpolovljenemu jabolku z vihrajočimi zvezdami, kičastemu, že uveljavljenemu simbolu ameriške in katerekoli svobode. Če pa jih ni požrl ta simbol, so se morda zavedno izgubili in se morda ne bodo nikoli več vrnili. In se niso več vrnili.
Na koncu bi povedala še nekaj o prevajanju iz češčine v slovenščino. Prevajam malo, samo priložnostno, ker sem se pač odločila, jaz sem predvsem pedagog in pa odločila sem se, da bom pisala. In mislim, da prepuščam prevajanje boljšim prevajalcem, tisti, ki so poklicni prevajalci in pa svojim študentom, ker veliko mojih študentov se potem odloči, da postanejo kasneje prevajalci seveda iz slovenščine v češčino. No, ampak prevedla sem pa nekatere stvari, naprimer za Novo revijo, za Sodobnost, predvsem novejše avtorje, avtorje iz samizdata, potem Havla sem nekaj prevajala, Hrabala, ki je moja velika ljubezen, potem za Vilanico sem nekaj prevajala. No, ampak to res jaz to jemljem samo kot občasno delo, ker pač moje glavno delo je delo na fakulteti in pa pisanje, ki se mu tudi zelo posvečam. Seveda prevajanje pomeni zelo. Pri prevajanju moraš imeti zelo občutljiv odnos do obeh jezikov, se mi zdi. To so take moje neke splošne smernice, naprimer. Predvsem pa moraš tudi poznati obe kulturi, ne? To se mi zdi, da vedno govorim tem svojim študentom, ker drugače ravno te občutljive pomenske razsežnosti jezika ne odkriješ pravilno, se mi zdi, če ne poznaš tega kulturnega konteksta. Drugače pa prevajanje seveda prevajam v okviru širjenja slovensko-čeških odnosov in na splošno spodbujanja naprimer slovenske kulture na Češkem in nasprotno češke kulture v Sloveniji. La